skupina Caritas, deluje v župniji. Ste prišli na romanje? Tako, in zdaj v svetoletno cerkev Marije Nebovzetja tukaj. Pa Ja, se priporoči svetemu Nazarju. Vsekakor, vsekakor. Torej, dobrodošli v stolnici. Naj povem, da tukaj je že peta, šesta cerkev zapovrstjo. Glede na to, po potrebah se tudi dograjevalo, širilo, da potem zadovoljijo vse potrebe. Ne? V glavnem, krščanstvo je prišlo tukaj že malo na začetku, prvo stoletje. Imamo istrskega v bistvu misionarja, sveti Elija. On je prijel poslanstvo strani svetega Marka v Oglejnu. Torej imamo tudi relikvije tukaj na oltarju in tako se je tudi začelo. Sicer prvi kraj je bil Selmin, dokler pač ni prišlo do upadov narodov v kasnejših stoletjih in so se 5. - 6. stoletje naselili, začeli naseljevati na otok. Otok pa je naravno zavetje okoli morje in tukaj so bili varni in leta 524, lansko leto je 2500-letnica, od takrat, ko je imenovan bil prvi koprski škof sveti Nazarij. Od takrat naprej. No in prvotna, v bistvu so upravili cerkev tudi kot krstinico, je rotunda Blaženega Elija, ki je bolj spodaj in se je uporabljala, dokler ni bila ustanovljena izolska župnija 1213. Potem pa so krstinico preselili bolj blizu, ampak bomo potem videli, kako je tam noter. Sicer od prvotne, oziroma ene izmed teh prvotnih cerkva je, vidimo, tamle še romanski, tako so tista majhna okna, ne? Včasih je bila manjša in tudi ni bilo to zvonika. Zvonik je bil še obrambni stolp, potem so pa šele, ko so razširili. Boste videli, no, potem zunaj eno anekdoto, zakaj je tako blizu stolnica palača Vrti. To je pa tudi zanimivo. Namreč arhitekt je delal v svojem kabinetu načrt. Nikoli pa ni prišel sem. Tudi le še zdaj. In stvar je taka, včasih se je dolgo potovalo, pa ni bilo lastnika v palači. Tako da je potem prišlo kar ozek prehod, ne? In rato problem so bile neke pritožbe, pa tako naprej kasneje. Tako da, toliko lih malo. Imamo pa najbolj dragoceno stvar, gremo gor.
je Klepačeva pala, slika iz leta 1516, ki je na novo restaurirana. Marija, torej 5 let so jo restaurirali. Je pa z Marijo, z Jezusom in vidimo, Sveti Nazarij je tisti, ki drži mesto v rokah. To je on. Sveti Hieronim pa ima knjigo odprto. Je pa je zavetnik Koprske škofije. Tisti, ki ima mesto v rokah. Kje pa ima? Kjer je zakon? Ja, se vidi škofovsko kapo. A tam so tiste vrste. Ja, je velika slika in potem bolj na majhno. Ja, Sveti Rok ima recimo puščice, ne? Ja. Naprimer. Kjer je pa Hieronim pol? Knjiga. Je levo. Ja. On je prevajalec Svetega pisma. Prevajalec, tako je. Predvsem to je pomembno. In tisti atributi imajo en simbolni pomen, ki nakažejo, kaj je kdo bil. Naprimer, za mučence imamo palmo, sicer tukaj ni, ampak potem gremo tisti znamenj. Torej, smo pri sarkofagu, kjer je pokopan Sveti Nazarij, prvi koprski škof, in da je bil zavetnik prvotne, torej, drži mesto, zavetnik prvotne koprske škofije. So zavetnik je bil Sveti Aleksander prvi papež. Torej, je pa tudi zanimivo tole, da te relikvije 1280 so v vojni ukradli Genovežani in potem je bilo 42 let pogajanj, dokler niso jih vrnili nazaj. Takrat je bilo nek statusni simbol, če si imel relikvije svetnikov. Pa so se tudi tepli za to. Kje so bile sklanjene? Ja, v Dženovi, ne? V Dženovi. V Dženovi 40 let so bile. So poskali pol Kopra in Genovežani, ne? In izropa. Tako. Ampak so se vrnile nazaj relikvije. Ja, tako. Je pomembno, ne, da so tam, kjer pač je izvor. Zdaj nekaj lahko povemo še o orglah. Verjetno, sigurno boš torej, zdaj orgle imamo tudi tretje kronični orgle. Ja, to je tako. Zdaj uporablja se občasno.
je pa tako, da je zelo priročno za spoved. Ja. Ja. Predvsem vse pa, ja, kakšne so resne palnice tudi pridejo na tem koncu. Ja, iz Svetega pač je tudi Svetogorska, je romarsko središče. To je tudi, ja, prejšnji župnik. Jože Pegan. Stavi tukaj. V glavnem, tukaj imamo Krpačeve slike, ki so bile uporabljene kot vrata prvih orgelov. Torej imamo tukaj na levi strani imamo pokol nedolžnih otrok in na desni potem je pač Jezusovo darovanje. In vmes je pa vidimo značilno sliko Marijo z Jezusom. Tako da, ja, te orgle so imele svoja vrata, kot se vidi, ne, lepo. To je še ostalo, drugače prej so bile v uporabi Lidove orgle, zdaj pa imamo te mogočne, ki so prišle iz Švice. Tam so imeli načrtu, da kupijo nove orgle in so potem podarili na pač dejansko so dali razpis. Pri kateri od 6 smo bili pa mi uspešni. Torej, je treba vse tudi namen, tako je bilo kar precej delegacije, je pa bilo treba narediti nov upor, pa patri glede na težo in vse, da je lahko vzdržala. To je zelo impozantno. Katere orgle so to po vrsti? Tretje. Tretje že? Tretje v tej cerkvi. Dobro, gremo še v gostinico. Vzem kufr v župnik.